Živjo! Ej! Kako pa ste vi tam? A ste v redu vi tam? Jaz tle sem vrhunsko. Nisem se vam javil en čas, ker imam biznise strašno velike. Mislim, prioritetna lista mi je jasna, da ste mi vi številka 1. Zato, ker vi ste številka 1. Kaj, zakaj? Zato, ker tu je prav. Ampak sem v življenju naredil tako velike korake, da sem vas dal malenkost na stran in verjel ali ne, sem že kar malo slabo vest. In sem rekel, zdaj pa Turšič, spusti vse, pa naredi, kar moraš narediti, popet pa naprej garat. Ne. Kaj se je zgodilo v tem času, kar sem se jaz nazadnje oglasil? Ajoj, banda! Piknik smo imeli, spoznavni piknik. Spoznavni piknik je postal tudi poslovilni piknik. Poslovil sem se od doma, kjer sem živel, kjer sem se rodil, kjer sem mislil, da bom ustvaril familijo, da bom dogradil vrt, da bom dogradil nadstrešek, da bom dogradil, ne vem, vodnjake, ne vem kaj, da bom spremenil, dogradil. In v življenju stvari valjda se obrnejo, se ti ne veš sploh. Vendar v meni je skoraj 20 let nekje bil nek sum, da jaz v tem stanovanju nekaj nisem, kam ne grem, če to moje, podedoval bom to kvadraturo veliko, ki sicer ni zgrajena tako, kot bi si želel, ampak okej, mislim, moje bo, ne, in valjda bom tle, kam ne bom zdaj plačeval najemnine. Cela bedarija mi je bila iti. No, in ker sem šel v življenju čez nekatere korake, lahko rečemo tudi travme, pa niso, ne objekujem ničesar, vem pa, da sem imel konkretne lekcije v življenju. In mi je življenje me je nagradilo. Zaradi tega, ker jaz se prepuščam stvarem, prepuščam se toku življenja. Dovolim si, da me življenje odpelje tudi tja, kamor sicer sam ne bi šel. Nisem imel plana, ideje, vizije, želje, potrebe, zdaj pa se prepustim in grem. In grem. Kdo ve, kod gre naša pot. Kdo ve, kod gre prava pot. Evo. In malo sem vas že podražil, že doma, pa sem pa ovo. Znajdel sem se, bil sem pripeljan s pomočjo duše, ki ima nalogo, da me je pripeljala, do duše, ki je tako dušo, kot sem jaz, iskala in čakala. 20 let. Da sem spoznal mojo dušno sestrico ali pa dušno mamo, saj ne vem, midva sva kompatibilna tako. In to je moja Alenka, ki se že 20 let bori in ustvarja prostor za to, da bi nastala ena lepa, zdrava skupnost, kjer je osnova mir in popolni stik z naravo. V bistvu je naredila eno ogrodje iz kamna, vmes pa je sadila rastline. Si bodo oljke, tise, hrasti so že v bistvu kar sami tle. Razne agave, razne kostanje, orehe, vse sort češnje, jabolka, vse sorte posadila. Zdaj pa enostavno ne more več. In sem se pojavil jaz, kjer sva v bistvu v eni uri brez besed nekje začutila, da sem jaz jo hotel poprašati, če bi jaz tle pri njej tudi živel, ona pa, če bi me hotela pa povabiti z enako privlačnostjo, ne, recimo. Vse to brez besed, naenkrat sva prišla do točke, ti hiška bo tvoja, začasno neki bo tale tvoja, pa bo se spreznila, pa si boš pa novo naredil tlele na parceli, boš si zbral kje. What? Prav? Koliko me pa košta? Pa dobro, nekaj za to najemnino mesečno moramo dati, ker smo na prostoru. Sicer pa bom si hiško postavil svojo v nekem času, zdaj imam celo zimo čas, da nagruntam kakšno, sicer bom pa živel v Hobbit hiški. Hobbit house, vam bom jo pokazal. Zdajle sem pa v začasni hiški. Tale hiška se imenuje Gnezdo,
ker je pogled od tlele v drugo stran, pa kelele vidiš v krošnje. Zato, ker tle dol je prepad enih 4-5 metrov recimo in ti se zbudiš v krošnji dreves. In zdaj tle treba še ptiče hišice montirati, da še dobiš budilko ta naravno. Tle za mano je nek, bom rekel, tako malo umetnost je, ne? Vse to je zelo simpel, drugače. A če vam pokazati? Ne še. Vse vam bom pokazal. Pravljica DOO. Namenoma sem se dal v hiško, zato ker glih, ko sem se spravil po enem tednu in vam nekaj narediti, zunaj en tolček drva, drug s cekularjem nekaj režu, sploh ni mera zunaj, ko grem po eno hiško. In evo, sem si izbral tole gnezda za začetek. Pa naj bo naslov videa Gnezdo. Tle noter je pečka, plin, lijak, posla za 2, mizica taka majhna, 2 vrata, skozi ena greš not, skozi druga greš ven, pa od spodaj, in ta hiška je pripravljena za živeti lahko, za nekoga. Vsaj za neko obdobje, ko si pač postavlja svojo. Zdaj ta moja Alenka, se pravi lastnica tega prostora in idejna mama, ona ful zna. Ona pehta moja. Če sem jaz kekec, je ona pehta, ne. Ona ima znanja ogromno razumevanja, videnja. Ona je človek na mestu, midva so se po duši najdla takoj, najine debate se ne končajo, midva sediva lahko ure in ure, ampak so možgani čisto skozi polni. In to je point, jaz tle blazno uživam z takimi ljudmi, klepetam neskončno rad, neskončno dolgo. In tudi čas se pravzaprav, kadar so skupaj, kar ustavi, kar ne veš, ali je minila 1 ura ali 5 minut in oboje se je nam že zgodilo, da se nam je zdelo, da se čas čist nikamor ne premakne, pa so se že ful zmenila, včasih pa, že 4 ure sva tle, morja, ne. Se pravi, čas je res ena relativna stvar, glede na to, koliko fokusa, koliko neke želje vložiš ali pa je prisotne, bom rekel, pozitivne energije v debatah, ne. Zdaj z narcisom pa hitro ratam nervozen, ne, zelo zdaj sem postal, ziritirajo oni mene, jaz pa njih, tako da nismo sploh kompatibilni, to je prav kontra svet, tako da sploh ni potrebe nekega strašnega pogruntavanja narcisa. Enostavno moja vibracija z narcisom ne gre skupaj, ker je prenizka, prepočasni so, prezakomplicirani, rezultati so prepočasni, pa jih sploh ni. Vse to imam primere, kjer bi knjige pisal, knjiga, pridemo tudi do kaj. Alenka nima znanja z elektriko, nima znanja z vodo, ona ne more cekularja pa motorko goniti. Pick me, sem že pripeljal iz delavnice, te hude stroje, sem že s pomočjo vašo kupil stvari, ki jih rabim, powerbank, da imam baterije s sabo, razsmernik, torej da iz sončne energije lahko delam videe, kjer bom lahko prižgal še en monitor, pa še eno zvočno kartico, da vam naredim stvari te take, ki sem si zamislil. Ampak ja, v zadnjem tednu sem bil res mnogo zaposlen. Od spoznavnega piknika do selitve in v selitvenem procesu sem že poparil nekaj na placu, ker je ogromno stvari za narediti in jih z veseljem opravljam. Vmes se pa rodijo nove ideje in nove možnosti. Z veseljem vam napovedujem vam revijo, napovedujem vam radio, napovedujem vam knjigo in napovedujem vam, bom rekel, kolaž mojih najboljših stvari. Vse to je izvedljivo zelo v kratkem času in bi že bilo, če se ne bi selitev vmes zgodila. Je pa selitev pomembna zaradi tega, ker tukaj je popolni mir. Mene ne zmoti, hrast me ne zmoti, no. Tudi škržat me ne zmoti. Sploh ne rabim iti v mesto, sem v bistvu na obali, blizu obale, pa sploh ne rabim iti dol, ker nič sploh ne rabim, ne. Iz piknika, daj grem jaz na piknik, da jaz malo ta piknik še orišem.
Na pikniku sem si zaželel, da srečamo se ljudje, ki imamo nek podoben film. Torej, če ste mene začutili skozi videe, ste me začutili zaradi tega, ker sem se izpostavil in izživljam stvari. In tako, kot jih izživljam, jih vi čutite. Jaz ne izživljam čisto nič drugega kot vi, zaradi tega pa me čutite. Iz istega vira prihajamo in isti smo ljudje. Če se začutimo, pa je to. Zdaj pa vi mene vidite na dnevni bazi ali pa na tedensko vsaj nekajkrat, jaz pa vas ne. Zato mi je všeč, ko ste se odzvali. Povabljeni ste bili vsi. Odločila se je ena skupina, mislim, da nas je bilo na koncu 36. Nekateri so odpovedali, nekateri niso mogli, nekateri so se ustrašili, nekateri so bili zadržani strani narcisov, da ne bi se tukaj znašli. Vse sort situacije smo imeli in slišali. Najlepše pri celi stvari je bilo, da smo skuhali en velik pisker pasulja in vsak je prinesel nekaj sabo. Iz tega nekaj sabo imam 2 polni gajbici, bom rekel, vloženih stvari in stvari, ki jih bomo z veseljem počopkali, ko bo čas. Ostalo pa je iz vaše njive, iz vaših njiv, buč, krompirja, zelenjave. To zelenjavo, tega paradajza, paprik, korenja je bilo toliko, da smo v 3. dan naredili 35 kozarcev srbske solate. Da sem vedel, da je tako, bi vam jo skuhal že kar ta prvi dan, pa bi jo vzeli sabo za domov. Kot zahvala, pa spomin, pa za probo, pa za joke, pa del tega ste. In je to že nova ideja za naslednji piknik. Tudi lastnik parcele je bil zadovoljen, ker smo za sabo pospravili. Malo bomo tudi slikce pokazal, koliko smeti smo sproducirali v 3 dneh. Mislim, niti ena vreča ni polna, ker vse ostalo smo imeli papirnate kozarčke in mislim, paradajz ni bil v nobeni plastiki zaprt. Piva smo popili zelo malo, 6 različnih vrst izvirske vode smo imeli. Jaz takega piknika še nisem videl. Tako da smo se prav malo norca delali z vode v kontekstu, 6 izvirov, ta je bolj gorenjska, ta je bolj dolenjska, ta je bolj tamle izpod Kureščka, mislim, sej voda je voda, ampak vsaka ima pa pač svoj spomin, a ne? In mi smo te spomine kar dobro premlevali. Malo smo kurili ogenj, malo smo se režali, ne ful smo se režali, malo smo se tudi jokali od sreče, od miru, od olajšanj. Škoda, ker jaz sem mislil, da vas bo več ostalo naslednji dan, da ležimo v travici in gledamo sončka in čveblamo, se nam namudi. Bi želel, da naslednjič smo res 2-3 dni, ker je tudi dovolj ležišč. In začeli smo piknik z dežjem. In v torek zjutraj, ko sem odhajal, je bil spet dež. Odhajal sem pa v ponedeljek, ko sem končeval tisto srbsko, sem si pa zapel. Ogenj je ugasnil, prijatelji so šli, vina je zmanjkalo, ljubce več ni, Marija, pomagaj, mi, pa Marijino vnebovzetje. Ne moš verjeti, kakšna scena. Vse se stvari poklapajo. Evo, in mislim, da piknik, kakor sem dobil odzive nazaj, kakor vidim, in so bili ljudje kontento. Verjamem, da ni vse za vse, da marsikomu pa kaj tudi ni pasalo, jaz verjamem. Vsekakor sem tudi bil, če sem bil idejni vodja tega, ne, pa pol še organizator, pa še kuhar, pa še zabavljač, pa še predavatelj in pospravljalec in še tako sem ipak jaz tisti, ki določam neka osnovna pravila, ne, tako da marsikomu kakšna ta moja pravila ne grejo. Nič hudega. Vem kaj, pa vem zakaj. Who want to live forever? Jaz. To je komad. Ja, piknik nam je uspel krasno. In glede na odzive, mislim, da bo piknik še kakšen. Mislim, da jih bo več. Lokacije se kar vrstijo. Naslednji piknik
ne bo piknik, bo druženje. Vas bom povabil tukaj, kjer jaz zdaj živim, v svoj novi dom. Ta moj novi dom je raj na zemlji. Ta moj novi dom je... Sploh nimam besed. Vas bom povabil. Ko bom se dovolj stabiliziral, da si boste ogledali, čakam še, da se moja hiša sprosti, da se kaj noter zaparkiram, tam užgem mojo kompjuterijo, mašinerijo, pa gas. Do takrat pa ne bom zdaj delno nekaj zaradi neke polovičnega izdelka, ne bom hitel. Dodam, če se predate toku življenja, potem zna biti, da vam bo življenje vrnilo in vas nagradilo z bistveno boljšimi nagradami, kot si jih vi sploh predstavljate. Ja? Far more better can be. Lej, jaz si nisem predstavljal, da so tako, ja. It's quite possible that things will turn out far better than you could imagine. Zelo verjetno je, da se bodo stvari obrnile ali pa izkazale, da so veliko, veliko boljše, kot si vi sploh lahko predstavljate. Angleško-slovensko prevajam. Kam sem hotel iz tega zdajle? Tako, kot si nisem predstavljal, moj možgan, moja kognitivna disonanca v preteklosti, ni si mogla tudi predstavljati, ne, da nekdo pod zemljo otroke muči, da jim spije kri. Jaz si nisem mogel predstavljati, da obstaja veda, imenovana virologija, ki sloni na popolni laži. Jaz si nisem mogel predstavljati, sploh moj ni dohvatil, a veš, ne, nisem predstavljal, da Ponzijeva shema, da nam lažejo okrog okrogle zemlje, okrog tehničnih podatkov letal. Mislim, če zemlja okrogla, pol bi mogel avion vsake tok nos dol popraviti, ne? Da pa zdaj vi probajte žiroskop mu reči, da on po kugli gre. Sej, pa jaz malo dražim. Lahko da je zemlja celo trikotna, da še te stvari, pa spet nima veze, malo dražim, zato da gremo čez kognitivno disonanco, da je možno marsikaj več, kot si mogoče vaš sploh upa predstavljati, dojemati, v bistvu. In če velja ta scena za negativne stvari, ki smo jih deležni zdaj vsakodnevno, ne, ta prevara se razkriva, je tudi v pozitivni smeri ta ista stvar. Vi si ne znate predstavljati, da vas že čaka najlepši sanjski prostor pod soncem. To ni ta prostor, kjer sem jaz, zato ker vi mogoče pa rajš bi živeli ob reki, ali pa ob jezeru, ali pa mogoče rajš v hribih. Mene Primorska diši že nekaj časa in enkrat mi je en kolega rekel, stari, veš kaj je life? Tako kaj? Da vstaneš pa v papučah, pa v kratke majčke, pa v kratkih hlačah poteraš. Tudi to. Da ti ne rabiš, da je ne bunde, ne vem, kaj, škornje pa to. Ne, noč. No in Primorska je malo bližje, ker jaz iz Notranjske, pri nas je 13 ton drv treba preformatirati do pečine, pa še. Tle pa tega manj, bistveno manj, pa rastlinjak moram dokončati, pa tako da imam še zelenjavico čez zimo. Skratka, ful stvari. Jaz sem se zbudil v raju. Tudi vas čaka vaš raj. Verjemite mi, da vas vaš raj že čaka. In vse, kar rabite v svojem življenju, ste prinesli s sabo. In smo magični, čaki, 1:1 so ure, 11 pa 11 minut, se ne moš verjeti. Tlele imam, you are a miracle in a human body. Pa mi smo čudež v tej ladji vesolja. Torej, to je vesoljsko plovilo. Ga ni takega tehničnega stroja na tej zemlji, ki bi lahko bil vsaj približno podoben temu, kaj je human body. Če človeško telo bi bilo ranljivo, tako kot je
šmergelj mašina, ne, pol bi mi pocrkali že od slabega zraka, ne, saj veš, agregat ti crkne že, če se tam ena diza zamaši, pa je gotova maša, ne. Pri človeškem telesu ni tako, človeško telo samo sebe popravlja, uravnava in korigira. Neverjetno kakšen ustroj smo. In dajte se zavedati, da ustroj je čist divji, znotraj njega je pa duša, duša je pa magic. Magic vseh magicov. In dajte se zavedati, da ste far more več, kakor mislite, da ste. Jaz sem nekaj na pikniku probal tudi vam v živo pokazati, da jaz sem sposoben leteti kot ventilator. Meni je ta svet čist prepočasen ratal. Zaradi tega sem v gozdu, v stiku z naravo, ves čas vam govorim, back to the nature, pejte v naravo, čim večkrat, jaz sem 24/7, kada sem na taborjenju za cel life. To sem si želel, bil sem tabornik in jaz to sem, top mi je. Ampak to je moj life, vaš je drugačen, ne? Vi imate druge, zdaj bolj od tega bi vas rad pripeljal do a veš, folk čaka, kdaj se bo odprl portal, pa kdaj bo naredil boom, ne? Lega, portal je že odprt, nekomu se je ta portal že odprl, pa ga je narisal. Ker portal je tista stvar, ki jo boste vi poštekali. Zdaj, mi govorimo o isti stvari, sam jaz jo vidim skozi moje oči. Vi jo boste videli pa, jo začenjate videvati skozi svoje oči, ampak govorimo o enem in istem. Jaz znam to z gobcem, pa malo kaj potipkam. Veš, Nikola Tesla je pa to delal skozi matematične formule. Nekdo pa to naredi s tem, nekdo naredi pa to s tem. Ja? In kadar živiš, takrat živiš. Izžarevaj se, bodi svoj, ne igraj ljubezni, ne igraj se majstra, če nisi, reč ne znam. Nič hudega, se bomo pa skupaj navadili, pa vžgeva YouTube, pa pogooglava do it by yourself, kako se naredi elektrika iz vetra. Ja pa sej YouTube že vse zna, pa sej gledate YouTube, sej se učite pravzaprav, sej vem, koliko mene gledate, kamoli druge stvari se tudi da naučiti. Lahko pa človek nabija igrice, cel dan pa cajt zbije in ga ni več, ne. Jaz po enemu dnevu naredim premikov kar nekaj. Želim, da živite, želim, da ustvarjate, želim, da kreirate, želim, da se zaveste, kako velika sila je v vas in da ste v bistvu vi tisti, ki poganjate, smo mi tisti, ki poganjamo resonanco zemlje, frekvenco zemlje, delamo mi. Zdaj vas čakamo, da se zalaufate. Očistiti se morate vsega. Očistite glasbo, ki jo poslušate, obvezno. Zato vam bom naredil radio, da boste poslušali muziko, a ne? Valjda. Jaz vam bom uspel dati iz tega prostora mnogo več, kakor sem lahko dal od doma. Zna pa biti, da bom pa zdaj te ure so se mi malo na glavo postavile. Pa une televizije ne boste gledali za mano, boste gledali druge stvari. Spletno stran imam že, morda jo pa vžgem že jutri ali pa pojutrišnjem. Moram vsebino dati gor malo, barem za začetek. Od tam naprej boste se subscribali, boste se naročili, zelo bolj enostavno bo, nobene napaka se ne bo mogla zgoditi, kot se mi zdaj zgodijo, jaz upam, da nisem koga kikam spustil, pa bom, veš, zdaj jaz vmes imam še kakšen tobak prenesem, pa še sem obljubil nekaj, pa še jaz se selem, tle vam moram video delati, pa še 5 projektov imam zadaj. Tako da mogoče, ne vam bo to pokazatelj, da se da s temi možgani kar hitro klikati, ne. In da je ogromno motilcev, ki mi proba vršiti stera, pa ne gre. Gre na brzinco, ampak se hitro nazaj sestavim. Tudi vi ne dovolite, da vas mečejo stera. Z narcisom je težko živeti, ne si bo v partnerskem, prijateljskem ali pa službenem odnosu. Dajte se umakniti, barem za nekaj časa, ne? Da malo razmislite.
Ampak enkrat, ko spoznaš narcisa, na tebi ti ga ne znaš pozdraviti, ker ti imaš s sabo še proces, da se ozdraviš. Ok, to je ta del zdaj moj. Na drugi strani resonanca Schumannova dela, hitro se čutijo kao neke ti solarne nevihte, vse v vesolju stremi k temu, da se vi naspiderate, vse, kar je, morate se življenju predati, ne se mu upirati in ne verjeti narcisom, ki vas želijo potegniti na svoj nivo in vas tam obdelati s svojimi idiotističnimi forami. Tega jim ne dovolite. Ne jim dati zaradi tega, ker vi morate visoko vibrirati in ker ste v Twilight Zone, je zelo nevarno, da padete na to foro manipulacije. Čuvajte se, umaknite se rajš, pa pri sebi seštevajte, vaš seštevek je tisto, kar šteje. To je tisto, kaj vi rabite, kaj mi rabimo, kaj zemlja rabi. Zemlja ne rabi lažnivcev, prevarantov in manipulantov, tega cirkusa narcističnega, ki zdaj pred našimi očmi umira. In ne že enkrat rikne ta žival, ne, kar ne. Sej glave ni več, matrica je tudi že ugasnjena, sem rekel, zagotovo se še kaj čuti. Ne vem, če chemtraili so še vedno kemično nevarni, mislim, da ne. Ne bom trdil ničesar, ker so to nevarne stvari, nekaj zagotovo trditi, bolj ne bom rekel, da verjamem, da niso več strupi, pa da so to že zdravila. To jaz verjamem, kaj vi verjamete, je vaša stvar. Če boste verovali v pozitivne stvari, boste imeli v sebi pozitivne misli in pozitivne misli vas bodo držale visoko navibrirajoče. Če boste vas bo nekdo spravil s tera, pa boste vi čez 3 ure še zmeri navrvani okrog tega, je preveč časa ste porabili, ker ste ga dali v negativo. Vi hočete toliko časa preživeti v pozitivnem naboju. Ja? In ta naboj dajte vzdrževati. Jaz verjamem, vas bo vrglo s tera, ampak dajte takoj čez ramo but, wow, kaj lepega, wow, rožica, lepa gut je, ja, kak je bil on pritisnen butli, joj, in spiješ malo vode in greš dalje, veš. Veš tam kar te velike kozarce. Ne morem, s te malih ne morem. Vode popijem, kakor jo vidim. Zdaj mislim, da mi bo Alenka prepovedala, to je zversko pit, ker jo preveč popijem. V gasilcem naročil kar 1000 litrov moje, pa pust me primer, pa pipo. Se zabavam, ne, res ful vode spijem. Dajte jo tudi vi, res vam polagam na srce. Probajte se čim bolj dotikati teh izverskih voda. Jaz sem prešaltil na izverske vode in ugasnil sem resnico, ker sem jo najdel. In zdaj sem nehal jo iskati v vinu, ne. Ja, dobil sem ultimat, ali boš kaj popil, ali pa ne boš nič popil, pa boš tle, ali pa ne boš tle. Izbral sem seveda, bom tukaj in vino sem umaknil, pa je bilo vino še čisto zadnje, ne vino, bevanda, super light, je bila čisto zadnja stvar še, ki je šla v mene in glih prej so se z Alenko pogovarjala. Res je, čisti moramo biti. Po drugi strani pa moram reči, da točno tudi z vinom sem jaz marsikaj seštel. Ne? Niso slabi ti seštevki, tudi zapisal sem si, ker sicer jih pozabiš, ne? To je problem alkohola, kar pozabiš. Zdaj pa sem se odločil, da ostaja z mano voda, kava, zdaj počasi bomo pa še s cigareti končali, pa je stvar zaključena, pa smo čisti kot solza. Ne, v morje čov, na vetrčka, da opiha, pa sonček, da te polajsa, pa je. Lepe ljudi srečujem tukaj, lepe zgodbe poslušam tukaj, zanimive, nore. Če se vam zdi, da rabite sogovornika, pa če se vam zdi, da si znamo pomagati, razumeti ali poiskati kakšno rešitev, me kar skontaktirajte, pa kar pridni ste vabljeni. Saj imate vse kontakte. matej.tursic.mtk@gmail.com. Evo, tle me lahko skontaktirate, imam. Maili so super zaradi tega, ker imam neko kontrolo, Messenger je drek. Ker nimaš nazaj sledljivosti, kaj svem, kdo je meni kdaj, kaj je nekaj naročil prek Messengerja, ne vem, enostavno ne vem. V mailih pa to najdeš takoj. Tam daš control find, se išči, pa gre. Dajte pisati,
Dajte pisati misli, naredil sem video, lovilec sanj, Dreamcatcher, pomeni ujemi svoje sanje, ne sanje, ujemi svoje misli. Torej, ko misel pride, daj jo probati v tako obliko, daj jo v tako, daj jo v tako, daj jo v kakršno češ, sam zapišijo. Ne? Zaradi tega, ker misli pridejo, pa grejo. In vi ne morate vseh v glavi imeti. Če jih boste pa sam alinejo napisali, črtico, kratek stavek, boste vi se ugotovili, da v bistvu, ko boste brali nazaj, da ko boste prebrali alinejo, se vam bo zrisala cela zgodba, o kateri ste, a veš, ko ti pride neka ideja, je ideja taka, pa narediš 2 besedi okrog te ideje in tebe te 2 besedi so ti trigger, te spomenijo, tako kot poslušaš, se spomnite, kako matka ste prvič punco objemali v diskoteki ali pa fanta, ne, kad se slišite zdaj ta komad, se spomnite, kako je ta lokal smrdel, kam sta šla pol in tako naprej, vse. Enako delajo tudi ti teksti, dajte biti kreator, dajte zapisati, ne rabite biti pisatelji, samo zamemorirajte si, res to je ful dobra šola, tudi lahko narišete, skicirate, ne vem, hiško, kakšno bi imeli in tako. Ja, dajmo nehati, pol ure imamo, baterijsko sem omejen in tudi vse bom zrihtal, sem že naročil, vi ste kupili, hvala vam vsem za dobrote, ki mi jih namenjate v vseh možnih oblikah, neizmerno sem hvaležen vsem in vsakmu posebej. Ja? Krasni ste, držite se, zmagujte, bodite močni, pa sebe poslušajte, ne? A prav, a naredim še outro. Ljubljeni ste od lepih entitet. Uživajte dan, zabavajte se, pa se oglasim hmalo. Čau.